V rubriki Top 5 vam tokrat predstavljamo 5 najboljših filmov nemškega igralca, scenarista, režiserja in producenta Tila Schweigerja. Til, poznan predvsem po romantičnih komedijah, velja za komercialno enega najuspešnejših nemških filmskih ustvarjalcev vseh časov. Seznam začenjamo s komično glasbeno dramo SLC Punk, v kateri je Til odigral sicer stransko vlogo, ki pa velja za eno izmed njegovih prvih odmevnejših vlog. V začetku leta 1980 sta Stivo in heroin Bob edina punkerja v konzervativnem Salt Lake Cityju. Kot pa da že to samo po sebi ni dovolj, Stivo oče od njega zahteva, da leta na Harvardu študira pravo. Stivo se tako mora odločiti, ali želi ostati zvest svojim idealom ali pa želi začeti z načrtovanjem svoje prihodnosti. Igralec, ki je zaradi skrbi pred mnenjem ameriškega občinstva o njem zavrnil vlogo nemškega vojaka, ki v filmu Reševanja vojaka Ryana ustreli lik Toma Hanksa, nas je prepričal tudi z romantično komedijo Keine Hasen. Filma, ki pripoveduje o trmastem in nepopustljivem novinarju rumenega tiska Ludu, ki je zaradi svojega zadnjega incidenta obsojen na 300 ur dela v lokalnem centru za dnevno varstvo otrok, Til ni samo o scenariju in režiral, temveč je v njem seveda odigral tudi glavno vlogo. Tekoča, lahka in čustveno poudarjena zgodba o ljubezni, ki pa svojimi živahnimi dialogi ne pozabi niti na humor. Ko omenimo tega 19. decembra leta 1963 rojenega igralca, ne moremo tudi mimo vojne akcije Neslavne barabe. V nacistično okupirani Franciji med drugo svetovno vojno skupina židovsko-ameriških vojakov, znanih kot bastards, s skalpiranjem in brutalnim ubijanjem nacistov širi strah in trepet po Tretjem rajhu. Film je še en dokaz več, da je Tarantino resnično mojster pripovedovanja oziroma prikazovanja zgodbe. En najboljših filmov prvega nepolskega igralca, ki je bil kdajkoli nagrajen na Poljskem filmskem festivalu, izvira iz leta 1997. Akcijska kriminalna komična drama Knockin' on Heaven's Door spremlja mlada moška Martina in Rudija, oba zbolela za rakom, ki se po utapljanju svojega obupa v tekili odločita, da se bosta podala še na zadnji izlet na morje. Pijana in v pižamah ukradeta avtom, ki pripada mafijcem, in si tako zagotovita nepozabno pustolovščino. Dva zelo različna si igralca, ki pa skupaj delujeta presenetljivo dobro. Predvsem Schweigerju odlično uspe svoj običajen lik nadgraditi v zelo ganljiv, a še vedno ne preveč sentimentalen portret, ki meji na psihotičnem uporniku. Za konec pa seveda nikakor ne smemo mimo komične drame Nekaj samo za punce. Nik, simpatičen brezdelnež, v očeh svoje lastne družine pa velik nesposobnež, se zaplete z mlado pobeglo duševno bolnico. Film prepriča s čisto in iskreno ljubeznijo in verjeli ali ne, to mu uspe povsem brez poljuba. Na videz klišejska in manipulativna zgodba pa postane nekaj posebnega zaradi odlične igre in kemije glavnih dveh protagonistov ter sapojemajoče fotografije. To je bil izbor top 5 filmov s Tilom Schweigerjem po našem mnenju. Ne preostane vam torej nič drugega kot, da si tega res izjemnega igralca ogledate tudi v katerem izmed njegovih filmov. Prepričani smo, da vas ne bo razočaral.